Si že slišala za incident na vodnem toboganu? Za dogodek samo za muslimane, ki se dogaja v Teksasu? No, če še nisi, bi morala, ker je to pomembna lekcija o tem, kako se upreti islamskemu prevzemu. Vsakdo, ki preučuje zemljevid, ve, da so islamisti izbrali Teksas kot svoje gojišče, kot kraj, kjer želijo preveriti, ali lahko prevzamejo to zvezno državo, da bi nato lahko prevzeli preostalo Ameriko. In dosledno preizkušajo meje, s tem, da gradijo samo muslimanska mesta. Očitno veliko ljudi s tem ni ravno zadovoljnih. Zadnji incident, ki so ga poskusili, je ta dogodek samo za muslimane. In rada bi rekla, da pretiravam, a žal ne. Dogodek samo za muslimane ob Eidu v notranjem vodnem parku. Dobesedno dogodek samo za muslimane. In uganite kaj? Američanom to ni bilo prav nič všeč. Poglejmo, kaj se je zgodilo. Mesto v severnem Teksasu odpoveduje velik zasebni dogodek, ki so ga načrtovali v notranjem vodnem parku. In to se je zgodilo potem, ko se je vmešal guverner in zagrozil, da bo odvzel več kot $500 000 sredstev. Guverner trdi, da je bil dogodek oglaševan kot izključno za muslimane. Naj vam pokažem nekaj stvari. To je letak, ki smo ga našli na družbenih omrežjih Epic Waters. Za načrtovani dogodek naj bi bil 1. junija. Notranji vodni park je v lasti mesta Grand Prairie, upravljanje strani tretje osebe. Na samem dnu piše, citiram, pridite in praznujte Eid z muslimansko skupnostjo DFW. Eid, če ne veste, je prvi od 2 glavnih letnih islamskih praznikov. Navedena je tudi pravila skromnega oblačenja. Nato pa smo našli še drug letak, ki kroži po družbenih omrežjih. In ta na 2 mestih piše samo za muslimane. Spet, ne pozabite, to je pravno gledano problematično. Zelo neverjetno je, kako hitro se islamisti umaknejo, ko jim odvzamejo denar. Zgoraj desno in tudi spodaj tam na dnu. No, če preskočimo na danes, je guverner Greg Abbott poslal pismo županu Ronu Jensenu, v katerem trdi, da so organizatorji izbrisali besedilo, ki je bilo namenjeno samo muslimanom, in ga nato spremenili, da bi bili bolj gostoljubni. Rekel je, da guverner to označuje za diskriminatorno in da je v nasprotju z državnimi in zveznimi zakoni o državljanskih pravicah. Povedal je, da je, kot sem omenil, zagrozil, da bo odvzel več kot $500 000 sredstev mestu Grand Prairie, če mesto ne odpove dogodka. In nocoj smo izvedeli, da dogodka ne bo več. To je zmaga, prijatelji moji. Ves čas govorimo o tem, kako se boriti proti islamizaciji. No, prvi korak je, da so na oblasti normalni ljudje, ki se zavedajo, kdaj nekdo poskuša prevzeti oblast. Verska svoboda je zapletena. Vedno želite ljudem dovoliti, da se zbirajo in počnejo, kar morajo. Ampak kadar ne gre zgolj za vero, temveč za islamski prevzem, kot naprimer ta nov kompleks, ki ga gradijo, naslednje mesto šeriatskega prava v podeželskem Teksasu, je treba nekaj ukreniti. Svetilnik enotnosti in učenja v središču KD, Teksas. Islamski center Al-Huda, umeščen v mirno pokrajino severozahodnega KD. Ta projekt ni le edinstven in zgleden, ampak je tudi dokaz samozadostnosti in trajnosti. V redu, torej to je še eno muslimansko mesto, ki ga poskušajo zgraditi v Teksasu. Prav tako so vsi osredotočeni na druga mesta. Spet ljudje niso zadovoljni s tem dogodkom. Niso zadovoljni in naj vam bo to jasno. Na koncu dneva ne morete zahtevati verske svobode, hkrati pa dobesedno prepovedati komurkoli drugemu dostop do vaših dogodkov. Kako je to mogoče? Dogodek samo za muslimane se lahko odvija v vodnem parku v Grand Prairieju v Teksasu, ki je v lasti mesta Grand Prairie, subvencioniran s prodajnim davkom v višini 4 centa, pa vendarle samo za muslimane. To mora biti nezakonito. Morda bomo kmalu izvedeli, ampak poglejte si tole med tem. Na vabilu piše samo za muslimane. Povedo ti, kaj moraš obleči. Moraš se obleči spodobno. Poglej kopalke, ki jih želijo, da jih nosijo ženske in celo majhne deklice. Zakaj? Je to zato, ker jih boste krivili, če se ne bodo tako oblekle? Če zapeljujejo moške, je to razlog, da to počnete. Če bi bila to konservativna, krščanska prireditev, najprej, če bi bila to prireditev samo za konservativne kristjane ali samo za kristjane, wow, kako bi jim razneslo glave. Ampak drugič, če je to dogodek samo za kristjane in pokažemo točno tiste kopalke, ki jih morajo ženske nositi, ali jih ne bodo spustili noter. In ljudem smo govorili, ker to je dobesedno ena od stvari, ki govorijo ljudem,
Pričakuje se, da boste ves dan spoštovali islamski bonton, tako da boste spuščali pogled. Očitno moraš gledati v tla in se sramovati, ko hodiš. Si lahko predstavljate, če bi se točno isto zgodilo na dogodku samo za kristjane, kako bi jim eksplodirale glave? Zakaj? Kje so levičarji? Kje so levičarji, ki bi rekli, da so to Stepfordske žene? Kje so levičarji, ki pravijo, da je to deklina zgodba? Ker to je resnična deklina zgodba. Poglej. Sama imam s tem osebno težave, ker se mi zdi, da je v redu, če imajo ljudje dogodke, ki so namenjeni samo njihovi skupini, kaj ne? Torej, če imaš pravoslaven dogodek ali krščanski dogodek, je v redu, da se ljudje odločijo, da želijo biti obkroženi s svojo skupnostjo. Stvar pri tem in razlog, zakaj imam s tem težave, ni v tem, da mislim, da muslimanom ne bi smeli dovoliti, da imajo dogodke samo za muslimane. Prva stvar je, da mislim, da bi to moralo biti subvencionirano. Ampak druga stvar je, da je to del načrta za prevzem. Tako je, to podobno, kot če bi imel KGB v Rusiji dogodek samo za KGB v Ameriki. Tako jaz gledam na to. To ni verska stvar, to ni stvar skupnosti. To je sestavni del njihovega načina delovanja. Samo še bolj in bolj uveljavljajmo svojo prevlado in poglejmo, kaj vse nam bo še šlo skozi. Običajno so bolj inteligentni od tega. Običajno jim uspe, da ne napišejo stvari, kot je samo skromna obleka. Da lahko ostanejo znotraj zakona, da jih nihče ne obsodi zaradi verskih svoboščin. To so jih naučili početi. Samo vztrajaj pri verski svobodi. Samo vztrajaj pri verski svobodi. Tako ti lahko uspe. Lahko ti uspe, če poskrbiš, da so zgodbe pravilno predstavljene. Torej, tukaj so naredili napako in hvala Bogu za Grega Abbotta, ki je to dejansko ugotovil in umaknil financiranje. Ampak spet, to je tisto, kar počnejo. In tako moramo to tudi videti. Ne smemo gledati na to kot na vprašanje, ali bi ljudem morali dovoliti verske svoboščine. Moramo to videti kot taktično vprašanje. Ali bi vojska dovolila sovražniku, da sedi in prevzame določene lokacije znotraj lastnih mest? Mislim, da je odgovor na to ne. Obožujem vodne tobogane, ker imamo nekaj novic. Verjamem, da bomo zaprli dogodek v vodnem parku, namenjen samo muslimanom, seveda z malo pomoči teksaškega guvernerja Grega Abbotta. Naj vas na hitro seznanim, če ste slučajno zamudili. Upam, da niste, ker je včeraj o tem govoril cel internet. Pred nekaj dnevi sem jaz prva poročala o tej zgodbi. Islamska skupina in še vedno poskušam ugotoviti, katera ženska vodi ta dogodek, kakšna je njena povezava, zakaj to počne in kdo ji pri tem pomaga. Ampak obstaja islamska skupina, ki prireja zasebno praznovanje Eida. To je muslimanski praznični dogodek v vodnem parku tukaj v Grand Prairieju v Teksasu. Torej, na prvi pogled si misliš, v redu, super, ni problema. Skupine lahko najamejo prostore in to naredijo, razen da so tukaj, kot lahko vidite, oglaševali dogodek samo za muslimane, kar je dejansko verska diskriminacija. Tega ne smeš početi. Ko pa temu še to dodaš, postane še posebej škandalozno. Vodni park, ki se imenuje Epic Waters, kar moram ljudem vedno znova razlagati, nima nobene povezave z East Plano Islamic Center in celotno zadevo Epic City. Naključno se imenuje Epic Waters. Poskušala sem jo za trenutek utišati z besedami oprosti, to je precej nerodno. Fantje, tukaj je nekaj, kar se mi zdi resnično fascinantno. Nikogar to ne bi zanimalo. Predtem nikogar ne bi zanimal dogodek samo za muslimane. Ampak zdaj, ko toliko ljudi končno opozarja na islamski prevzem, ljudje to vidijo takšno, kot je. To je povezava. To je tisto, kar je pri tem dogodku tako vznemirljivo. Pozabite na vse ostalo. V redu, pozabite na zakonitosti in versko diskriminacijo. Budimo iskreni. Nihče od nas nima nobenega interesa iti na ta dogodek. Ampak vsi v Teksasu slišijo vedno več. In zelo sem hvaležna, da so ljudje na spletu, ki govorijo o tem, o dejstvu, da je Teksas epicenter tega prevzema. Ko vidijo dogodek samo za muslimane, ga znajo prepoznati. Njihove oči so na široko odprte. Zaznajo, kaj se dogaja. To ni le dogodek, za katerega nikomur ni mar. To je namerno. Zdaj pa se spomnite, da tega pravno niso smeli narediti. In to je kršitev državljanskih pravic, kot nam bo povedal ta vodnik. Objekt v javni lasti. Mesto Grand Prairie upravlja Epic Waters, ki je velik notranji vodni park. Upravljajo ga zasebno. Mogoče ga je najet za dogodke?
Stvar, ki je vse razburila, je bila dejstvo, da gre za dogodek izključno za muslimane. In ugotovil sem, da je to že tretji takšen letni dogodek, za prejšnja dva nisem slišal. Ampak mislim, da gre tukaj za zelo resno kršitev državljanskih pravic. Zakon o državljanskih pravicah Združenih držav, 2. razdelek to določa. Če gre za javno dostopen objekt, naj bo to restavracija, hotel ali zabaviščni prostor, kot je Epic Waters, ne smete izključiti ljudi na podlagi rase, vere in tako dalje. In mislim, da so domačini šokirani nad tem, kar se dogaja. Prav, to je tisto, kar je pri tej zgodbi tako zanimivo. Nihče se pravzaprav ne ukvarja z dejanskim dogodkom, ampak gre za to, da ljudje vidijo, da je točno tako, kot smo rekli. To je prevzem. Je to vprašanje državljanskih pravic? Ja, verjetno. Bi jim morali to prepovedati? Ja, verjetno. Nihče se ne bi zmenil, če ne bi zdaj vedeli. Zdaj vedo, kaj se dogaja. In to je odpor, o katerem smo govorili. Tega ne bo več. To bomo zatrli pri koreninah. Ne bomo dovolili, da se to, kar se je zgodilo v Evropi, zgodi tudi v Ameriki. In začne se s tem, da rečemo ne takim dogodkom, ker izkoristijo vse, kar lahko. Te islamisti pridajo in izkoristijo vse, kar lahko. In na ljudeh in guvernerjih je, da rečejo ne, tukaj se to ustavi. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.